Oddajo začenjamo z izjavo za javnost našega predsednika vlade. Slovenija bo imela tega predsednika vlade še kar dosti časa in dajte se na to navaditi. Mi smo navajeni na to. Če ne bi bili, nam bi kaj v oddajo dati. A še kdo ni navajen na tega predsednika vlade? A? Kaj pa ste navajeni na menjavanje ure, mimo grede? To pa ne. Pa ste pretekli teden bili, kaj, dezorientirani. Ste bili zmedeni. Ste bili, da ne rečem, nadrkani, nataknjeni. No, 1 uro več smo lahko spali, ampak gre za bioritem, v tem je problem, ne koliko ur boš spal. Kakšni ste bili? Ste bili sitni? No, če ste bili, niste bili edini. Ko navadiš 1 ure, pa je pol že druga spet. Nič, je čisto normalno. Nič mene to ne moti. Še tu, jaz imam rajši, kot da je premik na gor. To jaz tudi pravim. Kot je rekla prva gospa, lih se navadiš na 1 uro, pa je druga spet. A nisem zanj šli, koliko je bila ura? 1 in a ni bila pol čez 1 uro, pa že 2. Pa glih sem se navadil na 1. Sovražen, ko se to zgodi. Jaz se pa pejt, se pa strijam tudi z drugo gospode, a ni zoprno zmer 1 uro nazaj, 1 uro naprej, da imaš tako, kako ona prav, navzgor. Kam ste uro predstavili? Gor. Na zgornjo polico. Kaj pa pravijo predstavniki kmetijskih posestnikov? Spremeni se, tempo se spremeni, ne? Živino imaš, ne? Se moraš 1 uro prej vstati, to je tudi na živalju stresno in tako naprej, ne? In to ni dobro, ne? Ja, če pa kaj ni dobro, je pa to jebač vino v glavo. Z uro. Predstavljaš, krava njega zjutraj pogleda 1 uro prepozno. Jože, No, bi še kdo kaj pripomnil o premiku ure, mogoče gospa s prispevka? Slabo. Zakaj pa? Povzroča mi stres, šokirana sem en teden, potem se pa že navadim. Drugače ljudje pravijo, ko mene spoznajo prvič, isto stvar. Najprej mi je slabo, pa so pod stresom, pa so šokirani, pa se me pa malo navadijo. Isto. Zdaj pa pejmo na resne teme, kot se od nas pričakuje. Dajmo pogledati, kaj se dogaja v cestnem prometu in na parkiriščih. Ena od slabih navad, ki jo imajo slovenski vozniki, je parkiranje na mestu za invalide. Čeprav oblasti ljudem na vest trkajo z opozorilnimi napisi, ki jih sprašujejo, če prevzamejo nase tudi invalidnost, to ne zaleže vedno. Požvižga se tudi Jonas Žnidaršič, poslanec Socialnih demokratov, ki so ga kamere posnele, kako je pred kratkim parkiral na mestu, rezerviranem za invalide. Čak mal. Sam mal. Kako pa vemo, da Jonas ni res invaliden? Ne, ker to je pa malo nesramno od nas. Kako smo lahko tako zaverovani? Kako vemo, da ni v zasebnem življenju? Kako vemo? Ker imamo posnetke, ki znajo nakazovati na to. Zdaj si nameravam v družbi prijateljev privoščiti pivo ali 2. To je kar invalidno. Bomo vzeli nazaj to nesramno obsojanje, da ni invaliden in normalno gibalno in miselno opravilen. Čeprav meni se zdi, da se sam, glede na njegov odziv, nima za takšnega. Dogodek iskreno obžalujem in sem se že sam kaznoval. Zelo sem se vzmerjal.
resno pa, če me še kdaj kdo vidi početi tazga, naj me le opozori. A? Če obžaluje, pol ni invalid. Po je prav, da se je uzmerjal pa plunil sam sebi v obraz kot profesor v Butenskali. Poj. Pravično. Najbolj me pri celi stvari zanima, kaj hudiča Jonas dela na tej sliki. A? Da ni slučajno še uriniral po avtu. A ga kaj srbi? Umivati se je treba. V glavnem, kazen za tako parkiranje je pri nas 80 €. Ampak policija ga ni dobila, pa sam se je uzmerjal, tako da to kar odtehta. Včasih je bil stand-up vodak, to je kar en honorar, 80 €. Ni. 80 €. Imamo stroge kazni za cestno-prometne prekrške v Sloveniji, kaj pravite? Ne? No, imamo pa pri nas zelo lepo poskrbljeno za starejše voznice in voznike, ker imamo, ne boste verjeli, slabih 400 000 voznikov starejših od 61 let in celo 880 voznikov starejših od 90 let. Ja, dobro, zdaj že verjetno samo še 879 voznikov starejših. Ja, čas teče! Kaj se zgražate? Smrt, to je naravni del življenjskega procesa. 878. Vsi bomo enkrat umrli, vsi smo na istem. No, za starejše so večkrat organizirana usposabljanja starejših voznikov, kot recimo ta teden na Ptuju. Zraven je bila tudi naša kamera. Terezija Meško je vozniški izpit položila pred 50 leti. S pomočjo učitelja vožnje je danes preizkusila svoje znanje. Kar prižgimo, ja, kot je pa mana knov, to pa so zdaj novejši avte. Glede tega pesta ste spregledali. To tega bi mogli počakati. Mrtvi kot, tu bi zdaj mogli gledati mrtvi zaradi kolesara, ne. Notranji pas, ja, pa dobro, to je malo šlo na knap, ne. Ne notri volana, smerokaz, en izvoz pred. Tu smo bili prepozni. A drugih večjih težav starejša voznica, ki kot pravi vsak dan sede za volan, ni imela. Ne, kje pa? Gospa inštruktorica komi preživela, ampak poleg tega pa večjih težav ni imela. V rondo je šlo za las. Ampak večjih težav pa ni imela. Glede na to, da je izpit položila pred 50 leti, se je za vprašati, ne? Prvič, ta vožnja je bila za nagrado. Drugič, izpite položila pred 50 leti, se pravi, nima izpita za avto, ona ima dovolilnico za kočijo, je bila. Pazmo, starejši pazmo na cesti. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.